No, takoj potem, ko bo Božiček opravil svoje delo, se bo čar božične zgodbe preselil pod zemljo. Od 25. do 30. decembra bodo žive jaslice spet na ogled v Postojnski jami. Pričakujejo, da bodo vse vstopnice kmalu razprodane, kajti jaslice postajajo vse bolj priljubljene tudi v tujini. V zadnjih letih si jih ogleda več tujcev kot Slovencev. Bo pa Božič zelo vesel za lastnike Postojnske jame. V zadnjem letu so namreč ustvarili 15 milijonov evrov čistega dobička, kar je spodbudna novica za ves slovenski turizem. Janez Usenik. To je spektakel, ki ponuja klasično glasbo z uveljavljenimi glasbeniki, svetlobne efekte, čudovite kostume in naravo kot glavno igralko. To ni nek Disneyland dogodek. Ja, to pa Bog ne de, da bi kdo to rekel. Poglejte vse te priprave, vsa ta primarna skrb za jamo, vsa ta filozofija, pravzaprav, da je jama glavna igralka, da ni nobena kulis, to je umetniški izdelek. Ja, Postojnska jama je lahko marsikaj. Med drugim tudi zelo dober lakmusov papir, ki nam kaže, v kakšnem stanju je naš turizem. In znaki so dobri. Rast obiska in prometa v vseh produktih in 15 milijonov evrov čistega dobička. Eno stabilno rast se pričakuje za naslednje leto. Ocenjujem tam nekje 3 do 5% rast, če se kakšne hude stvari ne bodo zgodile. Mislim, da temelje imamo zdrave, pozicionirani v svetu. Zanimivo je, na obisk niso vplivali slabše gospodarske razmere v Nemčiji, ki so se poznale na primer na Hrvaškem. V Postojni so se temu načrtno izognili. Ker smo to zaznali že pred sezono, nismo cen dvigovali, pustili na istem nivoju, ker nemški gost je ravno tako je cenovno najbolj občutljiv. In trendi v turizmu so, z malo šale, ljubi svojega bližnjega. Azijski gosti nekoč tako pomembni od korone naprej ne hodijo toliko v Evropo. Zelo hitro smo jih izgubili, ampak zelo počasi jih bomo spet dobivali nazaj. A izjemno rad so zabeležili recimo med Poljaki. In če hočeš videti svetlo prihodnost turizma, poglej na vzhod, pravi Bategel. Včasih smo o čeških gostih govorili podcenjujoče, poglejte, danes so izjemno pomemben gost. Poljska, Slovaška, Madžarska, Romunija, Bolgarija. Ponudba pa bo morala biti vse bolj kakovostna. Jaslice v jami so že primer dogodka, o katerem se vse več govori v svetu. In zdaj so tuji gostje že v večini. Če pridejo goste z 52 držav sveta, pač ta glas mora iti nekako ven. Pričakujejo pa, da bodo vse predstave v kratkem razprodane.